Lepo pozdravljeni. Le še slab teden je ostal do dokončnega izida lokalnih volitev v Mariboru, zato smo tudi tokrat odšli na ulice in ljudi povprašali, kakšnega župana se zasluži naše mesto. Kakšnega župana potrebuje Maribor? Ja, poštenega, pa da ne krade preveč. Takih bo Franc Kangler. V zasebnih raziskavah, ki sem jih upravila, jaz mislim, da predvsem ne sme biti gologlav, metaforično seveda. Ali župan se bo uspel, župan za Maribora, a ostali so bili mafija. Dubečki je bil mafija, časni je bil policajec, navaden policajec. Drugi pa je išel v Kitajcu 18-krat za občinskim dinarjem. Odgovornega, zanesljivega in takšnega, ki bo delal za Maribor z dušo in to, kar bo želel narediti, res izpeljal. Jaz mislim, da je prav, da dobimo kakšnega novega župana. Pričakujem in želim, da bi župan bil odločen, inovativen in predvsem skrben gospodar. Da bo uredil gospodarstvo pri nas, da bo za ljudi nekaj naredil in da ne bo za svoj žep gledal, tako te rečemo, in za mlade in za nas stare. Tisti, ki je dober po srcu, na prvem mestu verjetno pošten, ima čut za soljubje, to pomeni, da se pač, da mu je pomembno, kako se ljudje v njegovem mestu počutijo, ne samo mladi, ne samo starejši, ampak pač generalno gledano vsi. In da si želi za mesto Maribor najboljše, ne? Ustreza kateri izmed trenutnih županskih kandidatov vašemu opisu župana, ki ga vidite kot idealnega za Maribor? Kanglera so se tako že dol vrgli. Arsenovič pa tudi, ne vem dovolj o njemu, da bi zdaj lahko rekel. Vem pa, da je on že sam kot svoj šef že dovolj naredil si, zato pa so do kampanje se pa lahko on še samo pač profitiraš malo bolj, pa se malo uredi sebi primerno, da bo pač za vlastni žep malo več lahko naredil. Arsenovič. Ovaj hoče da bude župan, ja sam na glavni trg poleti, prodaje borovice, jagode, pa vidim tamo hodi mimo. Kakšno mnenje imate o njem? Ja imam dobro mnenje. Nisem ni ja njemu dužan, ni on mene. Dobar dan, samo ja ga vidim, da je pameten. Svojo odločitev si glede na to, kakšne so bila pretekla soočenja in kakšna še bodo prihodnja, še oblikujem dokončno. Ja, glede na trenutno situacijo bi temu opisu ustrezal kar gospod Arsenovič, zaradi tega, ker mislim, da je dober človek, ima marsikaj že zdaj za pokazati in ni Kangler. Ne vem, kdo je najprimernejši kandidat, ampak vem pa, koliko stane Bala Sena. Zdaj, Maribor je v času Kanglera blestel. In naj mi reči, da je to bilo zaradi evropskih sredstev povezanih z Evropsko predstavnico kulture, ker ni bilo. In če odmislimo radarje, pa vstaje, pa 14 kazenskih ovadb, pa mestno dostojanstvo, je to edino važno. Da je bil Maribor na vrhuncu. Katere so prioritetne reči, ki se jih naj loti bodoči župan? Zagotovo mladinske problematike, pa tudi se smemo postaviti vseh ostalih projektov, ki so ostali odprti, že pač iz sedajšnjega mandata, ki jih je nujno potrebno zaključiti oziroma se jim pač posvetiti, potem pa tudi razvijati hkrati nove projekte in nove ideje. Volijo treba da radi, ne da ide v Kitajsko. Kaj pa je treba recimo spremeniti v Mariboru, s čem niste zadovoljni? Ja, Maribor treba od početka. Maribor je propao zaenkrat. Moguće sad bo išlo napred. Ja sam dugo leta u Maribor, vete, ja poznam sve. No treba najprej općinare da čisti u općinu, nisu neki poteni unutra u općini. Mjesta, najprej treba sred Maribora, glavni trg nije dobar. Najprej, to je glavno mjesto, ne? Izdelju turisti, centar Maribora ne može hoditi. Gospodska tudi.
po mojem javni prevozi. Ne vem, jaz osebno imam do faksa 50 minut z avtobusom, kar pomeni 1 uro skupaj s čakanjem, pa sem na filozofski fakulteti in sem iz Pobrežja, kar pomeni, da imam realno gledano faks 15 minut stran. Stanovanja se mi zdi, da bi se morala urediti, da bodo pač dostopna cenovno, da bodo kvalitetna, ne samo za mlade, tudi za pač ostale občane. Koroško bi lahko zaprli, ampak potem se mora tudi poiskati dobra alternativa za parkirna mesta. Po mojem mnenju mora Koroška ostati odprta cesta, zato ker tudi tukaj je prometna pot pač med okoliškimi kraji in centrom in bi se pač preveč nekako obremenilo ostale pač ceste in ulice v mestnem jedru. Sigurno knjižnica. Zdaj jaz ravno nekih prioritet ne morem izpostaviti, ker je kar veliko stvari, predvsem pa urejenost in okolja in tudi, bi rekel, odnosov. Kako pa vidiš Maribor čez 4 leta? Vidim kot mesto, ki se bo razvijalo, ki se bo odprlo in tudi ljudje, ki bomo v Mariboru ostali, oziroma ki bodo ostali v Mariboru, bodo z veseljem pač sprejemali neke novosti, nekaj novega in tudi pač se z veseljem vračali nazaj v Maribor. Vidim ga kot turistično mesto, napolnjeno z ljudmi, ki bodo obiskovali Maribor zaradi njegove kulture in tradicije. Ne vem, če bom jaz zdrav, jaz sem že popuščil svojo. Jaz čekam doktora Zemljiča, jaz sem stari človek. Lepši, bolj kulturni in bolj čist. Ja, upam, da bodo pognali kakšni novi lasje, da bomo malo bolj košati na tem področju. A po mojem bo isto, kak je zdaj. Mogoče, kak te vem, ne bo po mojem se bistveno kaj spremenile stvari. Ja, prijazen. Tako so dejali Mariborčani. Vas, dragi bralci, pa vabim predvsem k temu, da ste še posebej kritični volivci in da se vsekakor udeležite volitev v čim večjem številu. Se beremo!